Hitreje ljudje, Božič bo čez 2 dni, mi pa še stalno nimamo darila za naš šolski srečelov. Jaz sem mislila, za to ti srečelov doma nekaj vzemeš, to kaj več ne nucaš, pa samo se pač te prineseš, ne? Ja, tak si mi lani dan zokne, ki jih je tvoja babica dala ti za Božič, sploh je ne bilo očitno, ker so moški, pa eno številko preveke. Veš, take stvari lahko vedno neseš na Karitas. Za nekaj ljudi pa je dobesedno pomembno, da ima darilo pomen. Okej. Torej, Gnes je še edini dan, ko lahko naredimo darilo za šolski srečelov. Ja, kaj pa če bi navedli nekaj v smislu božičnega presenečenja? Samo tiho boj s tvojimi presenečenji. Zadnjo leto si tako prestrašal razred, tako več ni še ne v šolo vipa. Ja, pa dobro, no vi malo pretirablate. Blaž, v škotli je bil gromozanski mehki pojek. Pa še premika se je. Poslušajte, vem, kaj bi se radi zabavali, samo rešen moramo dokončati nalogo. Kaj, če bi naredili nekaj posebnega, božičnega? Ja, pa malo bleščiče, bi lahko imelo. Holo, kaj vi to čujete? Pa to je vedno vete. Kaj pa to je? Pridite, če si upate. Božičkova delavnica vas potrebuje. To je zirem neka podarovščina. Če je podarovščina, je ena izmed najboljših, kaj sem jih kdaj videl. Hota gremo. Čakaj, ne moramo stopiti v karkoli je že to. Samo, če je božična delavnica, te nam lahko morate pomagati z našim darilom. Pa sem ne mre biti tako nevorno, če je Božič. Tako gremo, ne? Ja, gremo. Slišati je
Zvezdice Božje migljajo lepo, odprto široko je sveto nebo. Duhovi nebeški se z raja vrsti, prepevajo slavo na zemljo hiti. Duhovi nebeški se z raja vrsti, prepevajo slavo na zemljo hiti. Obljuba predavna postala je res, zveličanje rojen ljudem iz nebes. Pri mnogih pastircih na slamci leži, si revščino izvoli, ko nižnost muči. Pri mnogih pastircih na slamci leži, si revščino izvoli, ko nižnost muči. Presrečni ljudje so, ki njega dobi, z nebeško tolažbo jim polni srci. Le k njemu hitimo, saj rad nas ima, zaupno odkrimo mu rane srca. K njemu hitimo, saj rad nas ima, zaupno odkrimo mu rane srca. Joj, prišli ste, super, ne vem več. Kdo pa si ti? Škrat Are, mislim, da številka 67, ampak to ni pomembno. Pomembno je, da imam veliko težavo. Ja, vse te vidim, ja. Kako se tiš tako jaz pred testom matematike? Izginila je Božičkova knjiga dobrih želja. Brez nje Božič ne more naprej. Ja, pa knjiga dobrih želja, kaj to sploh obstaja? Seveda, tam so zapisane vse resnične in skrite želje otrok po vsem svetu. Brez nje ne vemo, kaj podariti kateremu otroku. Te pa ne to vse računalniško vodeno. Računalniško, ne groza, pri nas se vse piše ročno. To je božična tradicija. To pomeni, ker rabiš našo pomoč. Ja, nisem hotela glih klicati odraslih škratov, ker bi me menda odstavili iz delavnice, ampak vi izgledate pametni, iznajdljivi in hrabri. Pa si ti ziger, ker ti v nas to vse si zdaj povedala. Knjiga se je menda izgubila nekje med 3 oddelki delavnice. Menda bomo mogli preiskati kar vse 3. Se razdelimo v dvojice? Ne, če se bomo razdelili, ter nas tisti portal vse posrka, pa bomo vsi nekomu padnule. Ama na tebi bo išlo. Daj pijaj. Boljše je, če ostanemo skupaj. Dobro, te pa hote v toto smer. Tu pa dosta igraš izdelave. Kaj pa je tu? To je škratovski ključ. Z njim lahko odpremo zaboj, kjer hranimo pomembne stvari. Kje pa je ta zaboj v drugem oddelku? Načeloma ja, če niso škrati vsega premešali zaradi predbožične zabave. Ja, jaz ne vidim nobene knjige. Vzemite ključ, pa gremo reči v drugi oddelek. Te pa pridite v toto smer.
O, to mora biti to zaboj. Mogoče pa se v njem skriva knjiga. Jezus Kristus, kako daril. Jaz že v nizkem štartika mojih, odprja vse. Evo, daj ključe sem. Prazno, super. O ne, to pomeni, da mora knjiga biti v 3. oddelku. Jo, tako je res samo moje vodale. Kar pridite za mano. Joj, to pa vedno ne je prava knjiga, ne? Ne, v tej knjigi so zapisana vsa dobra dejanja otrok. To pomeni, ker tista knjiga z dobrimi željami res je nakradena. Ja, samo kdo pa bi jo te vkradna? Kje je drugi škrad? A so bili iz ovce? Ne, Grinč, vemo. A jaz sem siguren, kaj bija Grinč. Poglejte, sledi. Kaj so to? Bleščice? O ne, to so bleščice škrata zmrde. Škrata, ki vedno pobegne, ko je delo. Joj, našli ste me. Priznam, vzel sem knjigo. Zakaj zmrda? Zato, ker sem se naveličal biti škrat, vsako leto isto. Pakiraj, zapisuj, pospravljaj. Hotel sem izvedeti, če tudi škrati dobimo kakšno darilo in kaj je zapisano pod mojim imenom. Ampak, ko sem jo odprl, nič ni pisalo zame. Mogoče zato, ker nikoli nisi prav napisal svojih pravih želja. Ali pa zato, ker si bil malo več povedan toto leto. Tako hudo že ne je. Zmrda, če resen hočeš darilo, moraš izraziti božično željo. Tak, deca. Jaz želim si prijatelja, ampak me imajo vsi za neodgovornega. Ja, zato, ker vedno pobegneš, ko imaš delo in ker mečeš bleščice po delavnici. Če pa bi se rad samo zabaval. Potem pa zdaj napiši svojo božično željo. Res? Jo, glej, tu imaš kulico, pa napiši kar zdaj. Okej. Želim si, da bi imel prijatelja. Glej, mene se vidi, kaj dela. Knjiga je sprejela tvojo željo. Zmrda. Samo ti veš, ker že imaš prijatelje. Nas, škrate. Samo imaš pa prav. Lahko bi si malo bolj popestrili delo in se poleg tudi zabavali. Potem pa obljubim, da bom zdaj naprej bolj priden in delaven. No, zdaj, ko imamo knjigo, se Božič lahko nadaljuje. In vi si zaslužite priznanje. Priznanje 67. reda. Pa to što kaj pomene? Ja, dobite neomejeno število piškotov. Pa to je najboljše priznanje, kdakole. Samo kako pa zdaj ne prijemo nazaj v naš svet? Ja, tako kako ste prišli preko portala. Pa 100-krat vam hvala. Adijo. Adijo. Rešili smo Božič, ampak še vedno nam primanjkuje časa in idej za darilo. Ja, kao če mi podarili božično zgodbo, pa nekaj tudi keksov, kaj smo jih dobili. Pa ne breš te zgodbe za darilo date. Ja, zakaj pa ne? Najlepše darilo je tisto, ki ga podari srca. Pa vse še imamo kekse. In mi smo ravno doživeli nekaj posebnega. Kaj za kjer ima računalnik doma? Kaj te to dogodivščino zgodbo napišemo? Ja, jaz imam, tako je lahko, ko gremo k mene. Te pa gremo. Ja, pa ste ziger, ka ne bi kašli bleščice, kun dalje. Ne!
dragi otroci, celo noč sem garal, od daljnega vzhoda do daljnega zahoda. To je več kot 24 ur, veste, kako sem izmučen. In danes sem prišel samo zaradi vas. Kaj pričakujete od mene, otroci? Darila! Celo noč sem nosil darila pod smrekice, niste dobili daril doma? No, ste dobili darila. Ampak vseeno, ker ste bili tako pridni, so škrati za vas tudi nekaj pripravili. Ampak veste, kaj je največje darilo? Kaj je največje darilo?
Ja, to, da se imamo radi, da se spoštujemo, da si pomagamo. To vejo vsi otroci, vi mali in tudi vi veliki. Res je, da je ogromno otrok v velikih, imam pa tudi nekaj, ki jih je otročjih, pač Bog pomagaj, ne? Ampak v vsakem odraslem mora ostati malo otroka. Tudi jaz sem otrok po srcu. Ampak sedaj bomo pa kar začeli z darili. Nekaj jih je v tej vreči, nekaj pa pod smrekico. Zmrda. Kje je zmrda? Ne, ti si želiš eno lepo željo. Rad bi prijatelje. Res? Bodi pogumen, pogovarjaj se z vsemi, pomagaj vsem in boš imel ogromno prijateljev. Sva zmenjena? Drugo leto na tem odru mi boš povedal, boš rekel, joj, skoraj imam preveč prijateljev. Ampak začnimo. Ana Korpar. Ana Korpar. Izvoli, boš kaj zapela. Eva Korpar. In Ana Marija. Poglejte, kako se časi spreminjajo, vsem se tako mudi. Včasih so se otroci hoteli v naročju fotografirati, kaj pa danes, vzamejo darilo in pobegnejo. Pa še eno darilo. Ker sem star, sem pozabil, kaj piše. Daj mi knjigo dobrih del prinesi. Joj, Božiček je že star, pa pozabljam. Našel pa sem ga takoj. V vasi je najbolj zabaven človek, največ časa riskira za dobro družbo in to je naš veliki otrok Janko Erhatič. Nisem vsega prebral, ampak v knjigi piše, da bi Janka Erhatiča lahko imenovali minister za žur v Osluševci. Pa še mi daj knjigo. Aha, imamo še enega velikega otroka, zelo dobrega otroka, ki poskrbi, da se kronika živo prenaša iz roda v rod, da bodo zanamci vedeli, kaj se je v vasi dogajalo. Aha, pa še predsednik kulturnega društva je. Zdravko Munda. Ker pa je predsednik že na odru, vam želi še nekaj sporočiti. Jaz sem mala ruža, ruža mamina. Ja, dobro večer, sem skupaj še v mojem imenu. Mi smo končali, gospod Božiček. Še imamo kaj? Rad bi se vam predvsem zahvalil, da prihajate, da nas spodbujate. Da bo drugo leto še boljše, je bo leto še, pa da smo zdravi. Vse ostalo pa je relativna zadeva, ne v življenju. Zdaj pa predajam besedo našemu Božičku, pa hvala lepa za presenečenje. Vreča je prazna, ampak tako kot sem povedal, ni vse v darili. Tudi če se imamo radi, je več vredno, kak 1000 daril. Zato se imejte radi, spoštujte se in si pomagajte.
Mi pa se vidimo naslednje leto. Nasvidenje. Vesel Božič! Ho, ho, ho!